Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bom odgovarjala na dve vprašanji, ki na prvi pogled zgledata, kot da nimate nobene povezave, ampak boste videli v nadaljevanju, da imata veliko povezavo. Ena je herpes, in sicer genitalni herpes, ampak načeloma bom govorila o vseh herpesih. Ni važno, ali je tukaj, ali je notranji herpes, ali je genitalni, v glavnem v vsakem primeru je herpes, tudi če je ta zoster pa še nekaj, v glavnem. V vsakem primeru je zanimiva tema in druga stvar, drugo vprašanje pa je vprašanje glede hipofize, epifize in na koncu koncev se bomo vprašali, kakšno povezavo ima hipofiza in epifiza, se pravi imata hipofiza in epifiza z nasplošno s herpesom. Zdaj, če se najprej dotaknemo herpesa, moramo razumeti, da herpes je posledica padca imunskega sistema. In v vsakem primeru nas herpes nekaj uči. In prva zadeva, kar moramo tehnično razumeti telo, da ga je treba podkrepiti, in bom takoj začela s tehničnim delom, da boste razumeli, kaj je treba narediti. Prva stvar, kdor ima kakršnikoli herpes, ali je tukaj, da se mu dela v cvirk, ali ima notranji herpes, pač ni pomembno, kje je herpes, vedno se pogovarjamo, tukaj vam bom pokazala 3 prehranska dopolnila, ki res pomagajo, in sicer trojček, karotenoid, flavonoid in kruciferus, jemlje se na dan 3 karotenoide, 2 flavonoida in 1 kruciferus. Najprej bom razložila ta del, zakaj je pomembno, da razumemo, zakaj naše telo potrebuje pač prehranska dopolnila, da se ukrepi takrat, ko pade imunski sistem. Vam bom spet risala celico, moramo razumeti celično delovanje in se pravi, zadnjič sem vam že razlagala o celični membrani, zdaj pa moramo pogledati, kaj so antioksidanti, ki vplivajo na celično membrano. Tukaj je maščobni del celice in potrebujemo antioksidante, ki preprečijo kakršnekoli poškodbe na membrani, se pravi na maščobnem delu naše celice. In snovi, ki vplivajo na maščobni del, so vitamini in minerali, ki so topni v maščobi. Zdaj pa vemo, da minerali so vsi topni v vodi, se pravi, minerali tukaj ne morejo biti antioksidanti, ampak je E-vitamin topen v maščobi, to je en od najmočnejših antioksidantov, hkrati pa tudi karotenoid. In kaj je zdaj ta karotenoid? Karotenoid so pa snovi iz korenja, paprike, paradižnika, jagodičja, se pravi vse, kar je rdeče, in je močnejši karotenoid kot E-vitamin. Se pravi, to je najmočnejši antioksidant, ki ga seveda lahko dobimo v zdravi hrani, ampak načeloma bi mogli pojesti več kot kilo korenčka na dan. In zdaj pomislite, da boste to korenja pojedli, dvomim. V tem primeru pač vzamete 3 kapsule karotenoida in zaščitite maščobni del celice. No, potem imamo pa v celici tekočino in tudi medcelična tekočina se pa čisti z antioksidanti, ki so topni v vodi, in sem spada C-vitamin in flavonoidi. Flavonoidi so frakcija C-vitamina in to je najmočnejša zadeva prav za čiščenje vseh odpadkov na celičnem nivoju in deluje proti vnetjem, deluje kot naravni aspirin, deluje recimo sploh brusnica proti razmnoževanju bakterij, tudi v mehurju, tako da načeloma za flavonoid imamo podatke, da upočasni celo rast rakastih celic. No in potem imamo pa še za celično jedro, kjer je DNK, to je pa kruciferus, se pravi krucefix, to so pa teleta zelene, to je pa izvleček iz brokolija, cvetače, zelja, repa, koleraba in na dan bi mogli pojesti vse eno skodelico brokolija in tako naprej. Deluje proti vsem tem čudnim bakterijam, se pravi, deluje proti bakteriji v želodcu, pilori, pa ta zadeva, se vem, da se smejite, ampak meni se pri teh tujih besedah lomi jezik in se vam opravičujem. V glavnem, dejstvo je, da kruciferus, križnice iz zelja, brokolija, cvetače delujejo na celično jedro in delujejo na vse patogene zadeve, se pravi, deluje na to, da sčisti iz telesa ven
vse, kar povzroča kakršnekoli motnje. Zdaj, zakaj? Zato, ker vsebuje žvepleno snov, ki se imenuje sulforafan, in to je kot lebdeči papir, na katerega se lepi vse, kar pač zastruplja naše telo. Izkušnje pri strankah, nenazadnje, glejte, s temi vitamini se jaz ukvarjam zdaj že drugo leto bo 30 let, se pravi 29 let, in po teh tolikih letih, a veste, z enim in istim podjetjem sodelujem, imam res kar nekaj strank, ki sem jim pomagala, da se je njihovo telo okrepilo, imunski sistem dvignil in vse, kar se tiče vseh herpesov, potem tudi izgine. Zdaj pa druga stvar pa je čustveno ozadje, ki pa povzroča vse te zadeve, ne? Ker lahko je nekje na celični bazi nek čustveni vzrok, ki se skupaj potencira, in sploh genitalni herpes je lahko povezan s spominom vaše duše. Mogoče ste pa v enem življenju umrli zaradi sifilisa. In je v bistvu to najšibkejši člen in samo, da ste prišli do nečesa, se vam vse skupaj potencira. Tako da, zdaj pa seveda, tukaj zadaj je potem vse, kar se tiče genitalij, povezan s sramom, z občutkom, da nisi v redu in tako naprej. In je pa vse skupaj povezan pač s celičnim stresom. No, in celični stres pa vpliva tudi na delovanje hipofize in epifize. Zdaj bom povzela knjigo, ko imajo hormoni žur v roke, da vam pokažem ta dva centra v možganih, in sicer, glejte, to je hipofiza, tale center, ki je v bistvu kot center tretjega očesa. Epifiza je pa v bistvu nad malimi možgani, prav v središču naših možganov, in je povezana s kronsko čakro. Te dva centra sta pa povezana s hipotalamusom, to je pa tle gor, in to je nadzorna plošča, preko katere grejo vsa sporočila, vse celice našega telesa. No, in zdaj, če razumemo, kdor ima blokado na hipofizi in epifizi, ima lahko vrtoglavice, epileptične napade, lahko ima pešanje spomina, demenca, Alzheimerjeva bolezna, nagnjenost telesa, vsem avtoimunim obolenjem, od tudi herpes, nenazadnje je avtoimuno obolenje, in kdor želi pač pospešiti obnovo v svojem telesu, lahko najprej preveri z mišičnim testom in se vprašamo, glejte, prvo stvar, kar naredite. Občutek imam, jaz sem bom zdaj postavila, da boste videli, kako mišični test naredimo, in če se jaz ta trenutek vprašam, občutek imam, da imam blokado na hipofizi. Se pravi, hipofiza, smo rekli, je povezan s tretjim očesom in tudi slabšanjem vida. Če imam jaz tukaj blokado, se mi slabša vid, imam težave mogoče s sprejemanjem resnice, težko priznam resnico, ker je pač ta del ukvarjen, hkrati pa tudi fizični vid. In pogosto mi ljudje rečejo, če imam očala. Jaz imam glih majčken dioptrije, tako da če imam utrujene oči, v tem primeru potrebujem očala, v nasprotnem primeru pač ne potrebujem očal. Ampak zdaj, če gledamo, komur se pa neprestano slabša vid, pomeni, da ima okvarjeno hipofizo. Hipofiza pa pač napaja z energijo tudi naše oči. Po drugi strani pa epifiza, ta center v središču možganov, je pa povezan z občutki sreče, s hormonom sreče, z ustvarjanjem novega. In direktno te dva centra v možganih sta povezana točno z genitalijem, se pravi s prvo pa drugo čakro. To je direktno os poteka med temi centri, in da razumemo, da kdor ima porušene te temelje, recimo občutek sramu, je temeljno prepričanje, ima tudi probleme z glavo. Zato se moramo vprašati, v svoji duši nosim občutek sramu. Vam povem, jaz sem to že vse počistila, ker sem v svoji duši nosila zapise mojih babic glede sramu. In sem vse to počistila. Druga zadeva, kar se tiče hipofize in epifize, spet pojmo pogledati. Občutek imam, da imam hipofizo blokirano. Ne, jaz res sem vse počistila, no sej upam, da sem vse počistila. Ampak
dajte vi preizkusiti. In zdaj pa zakaj spet govorim to, bi človek rekel herpes, pa hipofiza, pa epifiza, je kakšna povezava? Je, zaradi tega, ker sploh hipofiza, ta center, ki je tukaj na sredini čela, oziroma ki napaja z energijo čakro tretjega očesa, vpliva na celo stanje našega telesa, na fizični del, kako mi stojimo tukaj v svetu, kako delujejo hormoni. Nenazadnje vpliva tudi na srčno čakro in na delovanje prižolca, se pravi timus, ki je pa center za imunski sistem. Direktno napaja z energijo ta center. Hkrati pa, če gledamo epifizo, ki je pa na sredini možganov, ta pa vpliva na simpatični živčni sistem, ki pa vpliva na to, kako nam srce bije, kako nam živci delujejo, se pravi na neke odzive, na katere nimamo direktno zavestno vpliva. Zato je pomembno, glejte, če imate kakršnekoli težave z zdravjem, pojdite preveriti z mišičnim testom, če imate mogoče blokado na hipofizi in epifizi in počiste, se pravi, zdaj kaj naredite? Date v zdravilno molitev dekodiranja, ustavite blokada na hipofizi. Če zdaj ponovim, se pravi, na pomoč kličem vse svetle sile. Če je v skladu z božanskimi zakoni, naj se ščistijo v vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane z blokado na hipofizi. Vdihnemo skozi nos, izdihnemo skozi usta in si zraven pa ponavljate, vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno božjo svetlobo. Roke damo v kljunček, takole, in usmerimo tukaj v tretje oko, potem v ščitnico, tukaj dve manjši čakri, ki sta povezani z zmanjšanjem stresa, in tukaj sem na sence, to je pa v bistvu direktno vplivamo svojo energijo na delovanje epifize. In potem si sebe vidimo, damo roke takole pred seboj, v položaj blagoslova in si sebe predstavljamo, kako smo že zdravi. Mislim, jaz upam, da nisem vse skupaj preveč na hitro povedala, lahko vam pa povem, da imam primere ljudi, ki so imeli epileptične napade in to je direktno blokada na hipofizi in epifizi, in ko so počistili to blokado, se jim napadi niso več zgodili. Tako da vam povem, da stvari res delujejo in v sebi imate vso moč. Zdaj mogoče vi samo nekateri poslušate moje videe, jaz vas pa vseeno vabim, začnite delati meditacijo. Meditacijo, zdravilno molitev dekodiranja in počistite vse tiste vaše hormonske motivce, čustvene motivce, programe, ki jih nosite, ker vam povem, da boste tako svobodno zadihali, res boste zadihali. No in zdaj mogoče še za tiste, ki imate težave z genitaliji, recimo sploh tukaj genitalni herpes, ta gospa obvezno more preveriti, če ima slučajno ona kot duša predeluje prav sifilis, okužbo spolno prenosljivo boleznijo. To lahko preverite. Jaz zase vem, da sem to kot duša predelovala, zato ker v enem drugem življenju, zadnjič se je ena gospa tako lepo izrazila, sem bila prodajalka ljubezni. In a veste, zapisi ostajajo potem, sploh pa če od takih zadev umremo, ne. Zato dajte preveriti, da boste videli, kaj imate vi za predelati. Naslednja zadeva, zdaj če gledamo, zdaj pa tukaj, kar je še pomembno, zato gospo imam še za odgovoriti. Se pravi, vsakič, ko ima nov izbruh, se počuti ranljivo, prizadeto, žalostna, strah in tako naprej. In ta občutja sploh niso iz tega življenja. Sploh niso od zdaj, ampak je to v bistvu iz enega drugega življenja, iz enega drugega filma in je rabila izkušnjo prav okužbe na genitalijah, da je ozavestila neke bolečine, ki jih kot duša nosi, da jih bo lahko pozdravila. Vem, da mogoče, če prvič poslušate tele videe, boste rekli, tole je malo čudno, ampak ne, meni ni nič čudno, zaradi tega, ker res iskreno verjamem, da smo tukaj v tem življenju na potovanju
Iskreno verjamem v to, da si duša izbere točno take lekcije, ki jih potrebuje, da lahko predela določene rane. In da zdajle se na polno dogaja mnogim starim dušam, in sem prepričana, tudi vi ste stara duša, ker enostavno se je duša odločila, da v tem življenju pa vse počisti za nazaj. In mogoče, če imate občutek, da imate res vsega, da je vse se vam nakopičilo, ja, to je zaradi tega, ker se je duša odločila, da v tem življenju vzajame življenje z veliko žlico. Pojdimo še na nekaj sporočil prehodu na novo dobo, da vidimo, kaj vam sporoča stvarstvo za vse tiste svetle duše, ki iščete odgovore za svoje življenje, ki delate korake naprej in si enostavno želite, da bi bolj zaživeli. Da vidimo, prvo sporočilo je pripadnost. Jaz sem človek, sem bitje svetlobe, ki deluje v dobrobit vseh. Tako da dajte korajžno delati za sebe in boste videli, stvarstvo vas podpira. Dajmo pogledati še Ošotove karte. Ošotove karte nam govorijo tudi, kaj je tisto, kar morate vedeti. Tisti, ki vam vaše telo sporoča, da je treba nekaj narediti na svojem imunskem sistemu, okrepiti žleze v možganih in poskrbeti tudi za svojo sveto spolno moč. No pa da vidimo tudi to. 3 sporočila. Opustite boj. Vse, kar vam predstavlja boj, ni za vas. Vse to, kar predstavlja stres v vašem življenju, vam sporočajo karte. Spustite tega, res ne potrebujete več. Glejte, boj lahko obstaja samo takrat, ko se dva borita oziroma ko imamo notranjo napetost. Ko eden spusti, se enostavno stvari zmanjšajo. Ne gre več na ta način. Če imate občutek, da ste izobčenec, je dovolj, da samo odprete vrata. Ta veriga na vratih, na ključavnici, je zgolj navidezna. To pomeni, da samo odprete vrata, ker zunaj vas že čaka nov dan. Počistite, spustite in pojdite naprej. Dajte, verjemite, pred vami je novo obdobje. Res verjamemo to in ustvarjalnost. Zdaj pa poglejte. Ta karta je čudovita, vse lahko ustvarite, kar si zamislite, v sebi imate moč ustvarjanja in ko se zavedate, da imate v sebi božansko moč ustvarjanja, glejte, takrat se začnejo dogajati v vašem življenju čudeži. Dovolite, da se v vašem življenju zgodi razcvet. Še eno karto bom potegnila, prehod v novo dobo in podprite svoje telo, zdravo prehrano, ker vaše telo je svetišče, vaše telo ni smetišče. Podprite ga, imejte ga radi, objemite svoje telo, povejte svojim celicam, da ne izločijo vse, kar vas zastruplja. Lahko rečete svojim celicam, drage moje celice, poslušajte me, pripravljena sem spustiti vse, kar me ne podpira oziroma kar zastruplja moje telo. Trudim se ne uporabljati, veste, ker ko uporabljamo kot afirmacijo ne, pomeni, da dobivamo točno to, česar si ne želimo. Se pravi, vse strupe na celični ravni, celice izločite in so vsi odnosi, ki me zastrupljajo, dovoljujem, da odidejo. Verjemite, vas je moč, vi imate božansko moč v sebi in lahko spremenite tok celo sode. Zato, ker vaše misli postanejo vaša dejanja postanejo navade, vaše navade postanejo vaša usoda. Se pravi, v sebi imate moč, da lahko spremenite vse. Tako da zaupajte in prosite vse svetle sile za pomoč, ker so tukaj in vam želijo pomagati da naredite korak naprej. Tako da želim vam vse dobro v vašem življenju in dovolite, da se v vašem življenju zgodi blagoslov vsega dobrega. Uživajte.